In dalje si bomo pogledali razstavljanje izrazov. V prejšnjem videu smo si pogledali, kako v izrazih odpravimo oklepaje. Sedaj pa si bomo pogledali ravno obratno, kako izraze spravimo v oklepaje. Se pravi, kako jih napišemo v nekako takšnele obliki. Recimo x minus 1, x plus 3, x na kvadrat, pa tako naprej. To pomeni, da bojo takole vsi izrazi napisani nekako v manjših oblikah, to v linearnih faktorjih, in vsak bo posebej ločen s kratom, nikjer pa ne bo kakšnega plusa. Ne? Se pravi, razstavljanje izrazov je postopek, kjer izraz zapišemo kot produkt manjših linearnih oziroma kvadratnih izrazov. Ne? Zdaj, kje to uporabljamo? Seveda tu piše reševanje enačb, iskanje ničel in še za marsikaj bomo uporabljali tekom naslednjih video vsebin. Zdaj, prvi takšen postopek je izpostavljanje. Se pravi, imamo 4 postopke razstavljanja izrazov in prvi, nekako po mojem tudi najpomembnejši oziroma tudi najlažji, je izpostavljanje skupnega faktorja. Vedno, kadar bomo razstavljali izraze, se bomo najprej osredotočili na izpostavljanje skupnega faktorja. Ali se da, ali se ne da. No in si bomo to pogledali kar na primerih, ker se je tako najlažje naučiti. Tule imamo prvi primer. 5x minus 10. Če bi pogledali vsak člen posebej, 5 pa x, tu pa 10, nikakor ne vidimo, da bi zdaj bilo kaj skupnega. Če pa si tole malo razčlenimo oziroma faktoriziramo, tole 5 krat x minus 10 pa lahko zapišemo kot 2 krat 5. In zdaj, če bi pogledali, kaj bi bil skupni faktor v prvem členu in drugem členu tega izraza. Ja, to bi bila 5. In zdaj, kaj bomo naredili? 5 bomo izpostavili, pa bomo rekli krat, v oklepaj pa bomo napisali vse, kar ostane. 5, imejte v mislih, da smo mi nekako dali ven, od strani, ostane nam pa zdaj od prvega člena nam ostane x, od drugega pa nam ostane minus 2. In kot vidite, smo s temlem postopkom že uspeli razstaviti izraz, namreč tukaj imamo zdaj 5 krat en drug izraz. Ne? Ni več nikjer nobenega minusa ali pa plusa zraven. Zdaj pa gremo naprej. Tudi tukaj lahko poiščemo skupni faktor. 16 bi lahko zapisali v bistvu kot 4 krat 4, a na kvadrat pa kot a krat a. In zdaj skupni naš faktor bi bil, če bi pogledali zgori tole, bi bila ena štirka, ker se štirka pojavi v prvem in v drugem delu, in pa en a, kjer se a pojavi v prvem in drugem delu. Zato bi zdaj izpostavili 4a, potem bi dali pa krat oklepaj. Od prvega nam zdaj ostane ena štirka še do 16, pa en a, v drugem pa minus b. Zdaj pa poglejte, če bi mi tole nazaj zmnožili, potem moramo dobiti ravno izraz na levi strani. Pravi, tako se preverimo, da odpravimo ta oklepaj in bi res dobili nazaj 16a na kvadrat minus 4ab. Tako, tole je pa 3 členik, zdaj pa mogoče lahko malo hitreje določimo skupni faktor. Zdaj, kar se številk tiče, tu je 5, tu je 5, 30 pa lahko damo na 5 krat 6, se pravi, se tudi v 30 skriva 5, zato bo naš skupni faktor zdaj v tem primeru 5, kar se številk tiče. Kaj pa z x? Tule imamo 3 krat po x, se pravi x krat x krat x, tukaj imamo x krat x, tukaj pa nažalost samo x. Naš skupni faktor je potem 5 krat x. Krat oklepaj, zdaj pa napišemo v ta oklepaj, kar ostane. Če smo izpostavili tukaj 5x, potem ostaneta še 2x, kar napišemo x na kvadrat. Ostane x krat x, to sta produkt 2x. Minus, tukaj smo iz 30 odstranili 5, se pravi ostane še 6, nx pa iz x kvadrata, se pravi ostane še nx. Plus. Tukaj smo pa izpostavili vse.
Zdaj pa, kaj je tu problem? Problem je, ker zdaj, če bi tukaj napisali plus nič, potem, ko bi množili nazaj s 5x, ne bi dobili tega faktorja, ker nič krat 5x bi bilo kar nič. Zato kadarkoli izpostavimo vse, si lahko vedno mislimo, da je še tukaj krat 1 in ta 1 nam drži mesto. Kadar izpostavimo celoten člen, potem damo držimo mesto, napišemo, da ostane 1. Ker enkrat karkoli je vedno tam prisotno in moramo napisati. Tako, no, zdaj pa dajmo za razstavljanje izrazov še ene par vaj. Razstavimo zdaj 2x minus 16, je to 2 izpostavimo, krat oklepaj, od prvega ostane le x, od drugega pa minus 8. Tako, drugega si pogledajte malo naprej, mogoče pa me dejte na pauzo, pa potem poskusite sami, ne? Potem pa naprej z mano. Tako, najprej pogledamo številke. 16, 4 pa 8. 4 je skupno vsem. Potem pa a je pogledamo. Aha, tukaj je na kvadrat, tukaj je na 3, tukaj pa sam a, se pravi, lahko izpostavimo samo a. Spet tukaj imamo samo b, b na kvadrat 4, zato izpostavimo samo b. Krat oklepaj. Pa pogledajmo, kaj ostane. 16 deljeno 4 je 4, se pravi, dobimo tule 4. A smo eno vzeli, pa nam ostane še a. B smo pa celotnega. 4 smo v drugem primeru spet vzeli, se pravi, v številk bi nam ostalo 1, pa ne pišemo. Potem en a smo vzeli, ostane še a na kvadrat, pa krat b. In pa plus iz 8, ker smo vzeli 4, se pravi 8 deljeno 4, nam ostane 2. A smo vzeli, pa en b je b na 3. Tako, in je izpostavljeno. Pa naprej. Tule bo skupni faktor 5x na kvadrat. Od prvega nam ostane x minus, od 15 nam ostane 3, pa nič druga, ne, x smo vse izpostavili, potem pa plus, 5 ko smo izpostavili, pa nam ostane x na kvadrat. Še 2x, ne, 2 smo pa že. Tale ta drugi pa 6 izpostavimo, pa x minus 1. Zakaj 1? Celotno 6, ko smo izpostavili, se pravi, da ohranimo mesto, damo 1. Takole, no. To je bil zdaj ta princip izpostavljanja. Navodila pa vedno, kot vidite, kažejo razstavi. Zato bomo se potem tudi na koncu nekako ustavili, da bomo vsa ta 4 pravila, ki jih bomo danes pač vzeli, mislim, v teh videih vzeli, da bomo se naučili razlikovati, kdaj uporabimo katero metodo. Tako, zdaj gremo pa naprej.